Živijo družba, spet sem jaz. Dobrodošli v torkovem kotičku presenečenj. Tokrat bom delila z vami eno osebno anekdoto, ki se mi je zgodila, ko sem prišla v Mehiko. No, jaz sem se odpravila v Mehiko iz Slovenije s čezoceanskim letom, sem pristala v Mexico Cityju in tam me je čakal en prijatelj z družino. In so bili zelo prijazni, so me gostili, mislim, da 2 ali 3 dni. Sem bila pri njih doma in so mi razkazali mesto, povabili so me na eno čudovito folklorno predstavo, ogledali smo si znamenitosti, določene piramido sonca in lune, povabili so me v Coyoacán, en zelo lep predel mesta, pa tudi poskusila sem tipične mehiške jedi. No, to so bili moji 2-3 brezskrbni dnevi. In potem je pa napočil čas, ko sem se pa jaz morala odpraviti v Savajo, v mestece v Michoacanu. No, ta družina me je pospremila na avtobus. Avtobus mislim, da je pa vozil kar enih 10-11 ur. In naslednje jutro sem jaz prispela z avtobusom v Savajo in tam me je čakala koordinatorka zasebne jezikovne šole, ki me je zaposlila. No, dali smo moje kovčke v avto in me je odpeljala v stanovanje. Lastnica šole je bila tako prijazna, da je najela stanovanje za vse učitelje. Šola je bila bolj majčkena, tako da smo delali, da je bilo 4 ali 5 učiteljev naenkrat, ne več. Tako da je najela 4-sobno stanovanje in to je bilo zelo pozitivno za nas vse, da pač nam ni bilo treba skrbeti, kako bomo našli stanovanje, in še zlasti je to težek projekt, če iščeš stanovanje čisto drugega kontinenta. No, skratka, koordinatorka me je pripeljala v stanovanje, jaz sem malo razpakirala, sem pozdravila ostale učitelje in potem sem rekla, da bi pač jaz šla rada malo raziskovati, kakšno je mesto, v katerem živim, in da se čez čas vrnem. No, in jaz lepo pogumno sem šla po stopnicah na ulico in sem zagledala pred seboj trgovino s čevlji. Sem rekla, super, to bo pa, če se slučajno zgubim, bom vprašala, kje je trgovina s čevlji, in bom pač nasproti trgovine s čevlji je pa pač stanovanje, kjer stanujem. Naj povem, da je Savaja zelo majčkeno mestece. No, potem sem se odločila, da grem na levo na ulici in sem hodila in sem videla pač razne internetne kavarne, pa trgovinice s sadjem in zelenjavo, pa s tipičnimi izdelki, pa potem razne majčkene restavracije, pa tele papirnice. Skratka, trgovinic je bilo še in še in tudi kar nekaj trgovin s čevlji sem videla. No, in ker jaz si pametno nisem niti pogledala imena trgovine s čevlji nasproti mojega stanovanja, mi ta informacija tudi prav nič več ni pomagala. No, ampak jaz sem vseeno pač nemoteno raziskovala naprej Savajo in potem se je začelo mračiti in jaz sem pa pač imela željo počasi iti domov. Nisem imela pa najmanjše ideje, kje bi to bilo. No, pa sem razmišljala, kaj naj naredim. In sem se spomnila, da mi je lastnica šole po elektronski pošti poslala naslov stanovanja, kjer bomo živeli s ostalimi sodelavci. In sem šla v internetno kavarno, pač na mojem e-mailu sem prebrala, da je stanovanje na Don Bosque 244. No, jaz sva vesela sem šla ven. Naj povem, da sem takrat govorila angleško, nemško, italijansko, srbo-hrvaško, jasno, in slovensko. Za španščino sem imela pa bolj tak redek besedni zaklad. Sem znala reči samo ja, ne pa mogoče, nič kaj dosti več nisem znala povedati. Ampak vseeno, ko pač jaz sem imela naslov napisan in sem pokazala mimoidočim in sem pričakovala, da mi bodo takoj povedali, kam naj grem, in so vsi nekam take čudne obraze delali. No, potem se je pa nekdo odločil in me je napotil v Don Bosque. Nekako sem razumela, da Don Bosque ne obstaja, da je Don Bosque. No, in grem v tisto smer. Zdelo se mi je sicer majčkeno nenavadno in čisto neznano okolje, ampak sem rekla, ne bom zdaj preveč pametna, če sem jaz tista, ki sem se izgubila, so le domačini. No, in številka sploh ni šla do 244 in potem nisem vedela, kaj naj pa potem naredim. Sem rekla, nič. Tukaj so taksisti,
Oni pa res, ja, morajo poznati mesto, bom jaz kar enega taksista ustavila, pa naj se pol on s tem ubada, kje sem jaz tu pa. Nisem imela pojma, koliko stane taksi, prav veliko gotovine nisem imela. Imela sem kreditno kartico, sem rekla, nič, upam, da bo zadost. In se jaz usedem v taksi z mojo revno španščino in mu pokažem naslov. In tudi on je sklenil, da to se je zatipkala lastnica, da Don Boske to ne obstaja in me je odpeljal Don Baske. In ni bila 244, ampak ne vem, ali me je na 24 ali kam me je odpeljal. In ker je pisal, da sem stanovanje 3, se je on kar odločil in je stopil. Jaz sem mu pa dopovedovala, da ne, da jaz ne stanujem tam. Ne, on se je odločil, da jaz tam stanujem in da skratka je šel pozvoniti na zvonc številka 3. In je ena gospa prišla dol in mi je tudi ona mu povedala, da jaz pa tam zares ne stanujem. No, in potem sem ga slišala, ker se je pač po radio povezavi pogovarjal s sodelavci in sem razumela, je on rekel pač, da ima eno tujko, ki govori veliko število tujih jezikov, ampak ne španščine, in da nimam naslova, kje je moje stanovanje ta pravga in da ne ve, kam naj me odloži. No, potem se pa njemu posvetil, pa je rekel, joja, ti nimaš kakšne številke telefonske nekoga, ki tukaj živi. No, to sem pa imela. Je bila pa telefonska številka koordinatorke, no in jo potem on po mobitelu poklical in je ona prosila, če me dostavi na njen dom in taksist je bil ves srečen, da se me je znebil. No, potem sem pa jaz prišla k koordinatorki in rekla, kako pa to, da si se zgubila, sem rekla, ja pač malo sem šla pogledat, kje stanujem in potem sem šla pa pogledat po naslov v internetno kavarno in naslov je bil Don Boske 244, je rekla, joj, potem se je mogla pa lastnica zmotiti, je rekla, ti stanuješ na Insurgente 109. No, skratka, ona me je potem odpeljala v stanovanje. Jaz sem bila srečna, da sem bila spet doma. Naučila sem se, da mogoče bi bila majčkeno bolj previdna, pa si malo bolj ogledala okolje, v katerem živim. In ja, potem se mi ni več kaj takega zgodilo. Upam, no, da niste zgubili motivacije za učenje tujih jezikov, ker ja, sem govorila pač 5 jezikov, pa mi tudi ni nič pomagalo, no, ampak na koncu koncev sem vseeno pač našla domov. Upam, da vam je bila tale moja anekdota všeč, lahko nama podarite všečka in seveda delite moj video z osebo, s katero želite. Če želite pa videti še več takih presenečenj torkovih, se pa lahko vpišete na kanal. Se vidimo tukaj kakšen torek. Živjo!